Tako lepo pripovedovan, tako elegantno, gladko, nobenih praznih mest v njem, pravzaprav ni, vsi detajli, čisto filmsko, če gledamo, ne, vsi detajli so tako plasirani, ne, da nikoli niso kar samo zaradi estetike, ampak zmer se v nadaljevanju izkaže, da so stvari pomembne. Ampak kljub temu mislim, da je pa še veliko bolj zanimiv ta zgodovinski okvir, v katerem se zgodba dogaja. Vse ta zgodba bi pravzaprav lahko funkcionirala čisto tudi kot fikcija, ne? Ta film je tako dobro narejen, da niti to zgodovinsko, ta resnično zgodovinska, bi rekla, tudi če jo ne bi vedeli, bi film funkcioniral. Ampak, ker so pa to resnične osebe, resnične iz mesa in krvi, pa mislim, da je to, da pravzaprav brez tega ne moramo tega filma čisto doživeti, ne? Se strinjate? Ja, hvala lepa. Najprej hvala res za to zelo ljubeznivo povabilo, da sem lahko tukaj z vami. Torej, mene se ta film tudi prevzel tako, ker je zelo lepo narejen, tudi po tej vizualni plati zelo avtentično se zdi. Zdaj, koliko je pa avtentična ta zgodba takšna, kot je tukaj prikazana, koliko je avtentično prikazana, to je pa seveda zdaj moja drugo vprašanje. V zgodovinopisju je Struensee tudi Danska zelo različno bil ocenjen. Tam v zgodnejšem obdobju, rečemo, tudi po drugi svetovni vojni so ga ocenjevali še kot enega zelo pragmatičnega povzpetnika, ki je bil sicer pod vplivom razsvetljenstva, ki pa je želel in potem izrabil vse možnosti, da je, ko je dobil to priložnost na Danskem, poskušal realizirati te svoje ideje. Tukaj ga seveda vidimo drugačnega, tukaj ga vidimo tako, kot ga tudi del sodobnega danskega zgodovinopisja, če sklepam po tistem, kar sem lahko prebral, prikazuje kot enega resnično vnetega reformatorja, ki je dobil to priložnost, da te svoje ideje uresniči in jih potem je poskušal uresničiti, seveda včasih tudi zelo avtoritarno vizavi tega konzervativnega plemstva na dvoru in v podpori tudi dejansko, to se v filmu manj vidi, enega dela bolj liberalnega plemstva, ki je bilo samo pod vplivom razsvetljenskih idej. Zdaj, Struensee sam po sebi pravzaprav v tem Evropi 18. stoletja ni tako ena posebna figura, takih z razsvetljenstvom, nekje pod vplivom razsvetljenstva oblikovanih izobražencev je bilo precej, nekateri so se uspeli približati posameznim vladarjem, drugi in nanje tudi do mere vplivati, kot se je to na primer zgodi v Habsburški monarhiji, že za Marije Terezije, da so se v njeno bližino nekje približali nekateri izobraženi ljudje pod vplivom razsvetljenstva, med drugim tudi en zdravnik, na primer, Van Svieten je bil zdravnik, ki je imel na njo tudi zdravljali kot vpliv. Drugote je bil pa seveda ta vpliv manjši. In tu na Danskem vidimo, da je ta odpor konzervativnega plemstva tako močan, da se ta Struenseejeva zgodba tragično konča. To je, recimo, smo 20 let pred francosko revolucijo, ne? Kakšna je bila takrat situacija na teh dvorih, no, ki so bolj ali manj sprejemali neke razsvetljenske ideje? No, zanimivo je to, da pravzaprav, tukaj smo tudi videli, da se kot skozi se sklicuje na francoske razsvetljence in na njihovo kritiko absolutizma. In na primer v sami Franciji seveda te ideje niso imele na vladajoče posebnega vpliva. Medtem, ko so imeli razsvetljenci večji vpliv, je imelo francosko razsvetljenstvo v evropskem obrobju, na primer na Švedskem, na Poljskem, v Prusiji, delno tudi v Habsburški monarhiji, čeprav v Habsburški monarhiji na Habsburške vladarje so bolj vplivali avstrijski in pa pruski, to se pravi nemški razsvetljenski avtori. Medtem, ko delno se na Friderika II. Pruskega ne bi vplivali tudi Francozi, čeprav njegovo srečanje z Voltairom je bilo zelo ponesrečeno. Voltaire je bil prepričan, da ga bo lahko spodbudil še nadaljnjim reformam in tudi pravzaprav celi vrsti tudi radikalnih reform in ga vnel za svoje ideje, po 5 dnevih sta se razšla tako, a zelo nezadovoljna en z drugim.
Tako da ta vpliv razsvetljenskih filozofov na vladarja je bil seveda omejen. Posamezni svetovalci, ki so uspeli se obnašati tako kot neke vrste poslušni uradniki, malo so bili uradniki, malo pa so poskušali s svojimi idejami vplivati na vladarje, so pa imeli pred zlasti v evropskem obroku več, tudi na švedskem, naprimer, več uspeha. Na danskem se barite se pravzaprav ta uspeh teh vplivov zamakne v konc 18. stoletja, ko ta mladi Frederik prevzame potem vlast v svoje roke. Omenili ste prele vlogo žensk pravzaprav v tem filmu. Ženske so imele formalno nikakršno vlogo v tistem času, ne? No, to ni res, ženske so imele zmeri vlogo. Kako so jo znale uporabljati, kako spretne so bile pri tem in seveda, kako blizu so bile tisti, ki so lahko kaj odločali. Se seveda tudi v teh kraljih absolutistih, ne, pri Ludviku 14, zlasti Ludviku 15 so imele potem seveda metrese veliko vlogo, so vplivali na pospeševanje umetnosti in tudi pri modernizaciji oblasti. Tako da seveda ženske so imele vlogo, vzemo samo pravzaprav to vladarico tukaj pri nas, ne, ki je bila pravzaprav razgubljena Habsburžanka na prestolu, ki je hotel Friderik ugrabiti del ozemlja, oziroma je tudi ugrabil, ki pa je uspela v 40 letih svojega vladanja od 1740 do 1780 transformirati monarhijo. Ne sama, s kupom svetovalcev. Za Marijo Terezijo sploh znano mi jo imamo, kakor za razsvetljeno cesarica, pa ni bila niti posebno pod vplivom razsvetljenstva, niti cesarica, ker je bila samo vladarica na habsburških posestvi. Cesari so bila lahko samo moški v nemškem cesarstvu. Ampak bila je v baročnem duhu vzgojena, je pa znala prisluhniti svojim svetovalcem. To, kar je bila pravzaprav ena velika prednost od nekaj vseh vladarjev, ki so bili pripravljeni preoblikovati ali pa reformirati eno konkretno državo, konkretno družbo. In da najbolj danes prednost tudi oblastnikov, ki bi znali pametnih svetovalcev prisluhniti. Tudi Marija Antoneta je bila dosti dobro izobražena, podobno kot tale. Marija Antonete so tudi zdaj, je tako nekje starejše zgodovinopisje zelo neprizanesljivo bilo do nje. Zdaj, novejše francosko zgodovinopisje je pa že malo bolj prijazno obravnava. Marija Antoneta je bila tudi 15 let stara, tako kot Karolina Matilda, ko so pripeljali na francoski dvor in se poročila s tem nesrečnim Ludvikom 16, ki je bil sam tudi predvsej nesrečna figura. In sama je imela seveda pod vplivom vzgoje, ki jo že vedno dobila na Dunaju, potem določenih stikov v francoskem tem okolju, kjer se znašla na francoskem dvoru, veliko bolj seveda moderne nazore kot neposredna okolica Ludvika 16. in Ludvik 16. sam, ki ga pravzaprav vladanje niti ni posebej zanimajo. Te reforme, ki jih je Struensee uvajal, so, mislim, segale čisto na vsa področja, so bile tudi take pravzaprav kapitalistične, ne? Recimo, če sem prav razumela, sem malo poiskala tam po internetu, tam, kjer vsi brskamo, recimo, uvedel je, odpravil je podpore za obrti, ki niso profitabilne, take čist, kako prečali, podobno kot se zdaj dogaja, ne, kot zdaj dojamo stvari. No, vse te reforme, seveda, ki mi ponavadi razumemo kot reforme pod vplivom razsvetljenstva, niso samo seveda pod vplivom razsvetljenskih idej, ampak tudi merkantilističnih idej v gospodarstvu, ne, ki se posebej zauzemajo za modernizacijo in za razvoj obrti in potem neagrarne proizvodne in seveda tudi fiziokratizma, ki se že malo zauzema potem tudi za svobodnejši trg in tako naprej. Tako se pravi, tukaj so različni vplivi. Na eni strani ta reformatorska politika vladarjev, potem seveda razsvetljenske ideje, potem ideje fiziokratizma in merkantilizma in seveda tukaj je tudi. Ampak te temeljne ideje svoboda prinese, osvoboditev in svoboda prinese ta. Pa čisto konkretno tukaj se tudi pokaže njegova zdravniški poklic, ki se zauzema za izboljšanje higienskih razmer, za zdravstvene reforme in tako naprej. To,
kar je na primer v Habsburški monarhiji kot neposredni svetovalec Marije Terezije že tudi Gerhard van Swieten, ki je bil Nizozemec, ki je prišel na dvor, je bil v začetku protestant, se je potem v katoličanu, to pač ni delal, z nemerjo prešli te dvorne srednje in je tudi potem predlagal se zavzel za celo vrsto zdravstvenih reform in higienskih reform. Kaj se pa vam v tem filmu zdi čisto osebno, da je recimo historično tako malo romantizirano oziroma da ni toliko verodostojno? Ja, jaz to težko rečem, ker zdaj moram reči, da tako dobro to dansko zgodovino ne poznam in zdaj, če človek bere različne interpretacije tega obdobja, je težko ugotoviti, kakšna je bila dejansko ta Strunzejeva osebnost in kakšna je bila njegova vloga. Vsekakor so te reforme spodbudile en proces, ki ga je potem nadaljeval Friderik, ki je potem Dansko zapravo v 19. stoletju uspel zelo učinkovito modernizirati. Danska je tukaj v nedoločenem zamiku, naprimer za Prusijo pri nekaterih reformah, prav zaradi tega, ker se Strunzeja in njegove reforme zaustavi, ampak se potem zelo učinkovito te modernizacijska procesi nadaljujejo v 19. stoletju. Zdaj, zgodba pa seveda je romantizirana, ker Strunzej je tukaj absolutno junak. Tisto, kar je meni impresioniralo kot malo najbrž, pa reži to, kar ste preomenili vlogo žensk, da je glavna pobudnika in teh Strunzejevih reform je pač Karolina Matilda, ki ga nagovori k temu, prav zaradi Kristjana iz Rabi pa bo šlo, in na drugi strani glavna zarotnica mati oziroma mačeha, kraljeva mačeha, ki potem tudi pravzaprav ta proces te zarote spravi v teh. Tako zdaj, a je bilo to res tako, da so ženske vladale že v 18. stoletju, to res čisto verjamem. Podadoma in Ire. Je pa dobro, prosim? Podadoma in Ire. Je pa čisto ne. Ja, ta doba je res tako, kako bi rekla, vizualno, tako bogata, ampak vse, ne vem, koliko smo mi sposobni dejansko se vživeti v ta čas, skušati razmišljati na ta način, ker smo mi že sprejeli vse te ideje, te so v nas, zato si ne znamo dobro predstavljati, kakšen pravzaprav premik je bil to v glavah, da so se te ideje o enakosti, da so ljudje rojeni svobodni, da so se te ideje sploh rodile in razširile. Seveda, svoboda je eno, drugo je pa to, da morajo ljudje uporabljati svoj razum in ta ideja, da se da pravzaprav svet razumno urediti, ker pravzaprav v naravi vladajo neki zakoni, ki se jih da spoznati in se jih da potem tudi nekje po njih ravnati in tudi razumno svet in družbo organizirati. To je pravzaprav ena temeljna ideja, ki potem sledi tudi liberalizem v 19. stoletju in ki pa na nek način sledi tudi marksizem in komunisti in potem pripelje tudi pravzaprav v eno hudo stisko v 20. stoletju, ta ideja, da se da svet popolnoma razumno in vzgore in vzdolj urejati. Zdaj, jaz ne vem, koliko smo mi te ideje vse prevzeli dejansko v 20. stoletju, ne se včasih zdi, da nekaterih nismo čisto dobro še osvojili, ampak dejansko je pa pravzaprav začetek modernega sveta, v katerem živimo prav v tem 18. stoletju, ki je seveda vizualno še bogato, ker je takšno tradicionalno, kot je bilo pravzaprav stoletja prej in ki je popolnoma novo po teh svojih idejah. Leta 1788 je tudi Immanuel Kant napisal tekst Kaj je prosvetljenstvo, s katerim pravi, da je pravzaprav človeštvo napravilo prvi korak iz nedoraslosti, ko so ljudje spoznali, da imajo svojo lastno pamet in da jo morajo. To je pravzaprav eno temeljnih sporočil tega obdobja. In tukaj je to lepo pokazano v tem filmu, se mi zdi, ko on sam pravi, nič Boga klicati na pomoč, vse to je tudi pravzaprav, nič Boga klicati, sami moramo vzeti svojo pamet v roko. Vse to je pravzaprav tudi v tem 19. stoletju pri jožefinskih duhovnikih, celo pri nas en izrek,
pomagaj si sam svojo pametjo, pa ti Bog pomagal samo sebi, ti pa ne bo nič. Je pa mislim, neverjeten ta krutost te dobe. Zdaj, ne vem, ali to res sem nekje prebrala, da ta usmrtitev je bila še veliko hujša, kot je tukaj prikazana, ker je bil obsojen, da mu najprej roko desno objema, brantu in njemu roko odsekajo, potem še je glavo in še tisto, ne vem, šlo tako. Skratka, jaz si tak nisem tega filma, tega konca mogla danes še enkrat gledati, ker sem ga že enkrat, ampak te odprave trpinčenja, mučenja in tako naprej, te stvari so bile res tako nepredstavljivo krute, čeprav se seveda še vedno dogaja, se vemo. No, pa te reforme, ki se tiče pravzaprav kaznovanja, te reforme seveda so pomenile en velik korak naprej, samo zamenjali so jih pa potem že spet druge kazni, ki pa so znale biti ravno tako krute, predvsem dolge zaporne kazni ali pa razne kazni z delom. Naprimer v sami Habsburški monarhiji ravno tako potem delno že za Marije Terezije in potem pa za Jožefa II. Odpravljena smrtna kazen, ampak potem so pa je zamenjena ta kazen naprimer z dve koladi, pa s takimi zelo težkimi napornimi delovnimi nalogami, ki pravzaprav ravno tako predstavljajo eno strahotno trpljenje za tisti, ki so jih podvrženi. Tako da zdaj je bil ta čas bolj krut kot čas kasnej, to je zdaj, mogoče so bila ta krutost bolj spektakularna, marsikdaj, čeprav končno, če gledamo 20. stoletje, je v tem 20. stoletju tako ogromne krutosti, ki je težko zdaj reči, kaj je lahko kasneje, da pa boš. Vsekakor pa se začne tudi gibanje, mislim, da je tista knjiga proti smrtni kazni Cesara Beccaria in italijanskega razsvetljenca proti smrtni kazni objavljena 1764, tako da je potem lahko so te tuče potem za drugo kaznovalno politiko in to ima veliko vpliv pa tudi na reforme že v Habsburški monarhiji. Ena velika stvar v tem filmu so tudi ti, že kralj sam je osebnost, ki se pusti manipulirati. In ta motiv manipulacije z vladarjem je pravzaprav večen. Je tam, kjer so se vladali dal manipulirati, kateri so pri tem bolj podvrženi, drugi so se manj. Naprimer, Friderik II. Se že ni dal. Zdaj, to je Ludvik XVI. Je bolj vprašanje, kako so najga, ki je bil pravzaprav sama ena šibka osebnost. Potem, naprimer, tudi brat od Karoline Matilde, George III. Je bil taka pravzaprav ena slaba, šibka figura. To je zdaj bilo odvisno od osebnosti vladarja. In tudi Habsburžani se niso dali, dali so se vplivati, če so se na sveti zdaj razumni, če so tudi ustrezali njihovim vladarskim predstavam, medtem ko sami se pa niso dali preveč vodati od zunaj. No pa ta seveda tudi manipuliranje z množicami, pa s temi uporniki, pa protestniki, pa tako. Tukaj pa tudi filmu zelo dobro prikazano v imenu ljudstva in za ljudstvo bi se dogajale te reforme, tudi ljudstvo pa potem. Samo to poznamo tudi pa potem skozi francosko revolucijo tudi, da pravzaprav ljudstvo, se to je tistem Vajdinem filmu od Antonu zelo lepo bilo prikazano, ljudstvo je pravzaprav skozi neki nemo opazovalec teh bojev v vrhu in enkrat aplaudira eno, drugič drugim. To je seveda ena malo nevarna predstava, če jo čisto sumimo, da z ljudstvom ni neč, ampak ne vem, malo... Ja, zdaj demokracija ima kako rekla, temelje v tem stoletju 18. Ampak jo še zmer ne znamo uporabljati. No,
No, ima demokracija, pa imajo seveda tudi, rečemo, imajo tudi ideje, ki so pravzaprav vodile zelo stran od demokracije. Ne? Vse te predstave, da je mogoče svet razumno urediti, treba je seveda samo od zgoraj na vzdolj neke določene ideje uresničiti, ki so pametne in ki lahko k izboljšanju v prihodnosti pripeljejo. To je končno bila tudi ideja med komunisti, ki je tudi vodila pravzaprav tudi v eno zelo avtoritarno režim. Tako da samo po sebi te ideje niso pogoj za osvoboditev, za en bolj demokratični red. Vprašanje, kako se dejansko uresničujejo in aplicirajo. In to pa tudi seveda v 18. stoletju ni bilo če nikomu jasno. Če berete Rousseauovo družbeno pogodbo, se jasno vidi, da pravzaprav si Rousseau točno ne predstavlja, kako bi se dal njegove predstave o suverenosti ljudstva in o vladarju, ki upošteva ljudsko voljo, kako bi se dali demokratično realizirati. Medtem, ko imajo drugi, naprimer razsvetljenci kot Montesquieu pred sabo ideal Velike Britanije, si predstavljajo tam britanski oziroma angleški parlamentarni sistem, ki pa sam po sebi tudi ni bil demokratičen. Tako da do demokracije je bilo še daleč in je še najbolj ostati. Koliko so pa recimo te ideje, ki smo jih tle bili na Danskem, istočasno recimo do nas pluskne, koliko so naši izobraženci sploh vedeli, da se to tam dogaja, kako je bila ta informiranost takrat dosegljiva. A mislite zdaj konkretno na... Ja, konkretno recimo, ali so na Slovenskem vedeli, ali kaj se vem, Žiga Zois, no? Žiga Zois je v knjižnici imel enciklopedijo, je imel Voltera in imel tudi, mislim, zdaj Rousseauja, zdaj se ne spomnim točno. Zdaj, koliko so te ideje poznali, seveda tukaj v Habsburški monarhiji so bili bolj pod vplivom avstrijskih razsvetljenskih avtorov. Naprimer, Linhart konkretno je pod vplivom svojega učitelja Josefa von Sonnenfelsa, ki tudi veljal za enega zelo naprednega misleca, ki se pa nasprotil, naprimer, z Rousseaujem zauzemal za državno modernizacijo dejansko vladarja navzdolj prek zakonov in prek rečemo, zakonodaje. Ne. To se pravi, nekateri avtori danes pravijo temu, da je pravzaprav bila temeljna Sonnenfelsova ideja in že pred njim ideja njegovega učitelja Antona Karla von Martinija, da je bila ideja pravzaprav spravno državo zagotavljati reformo. S tem je šlo reform spreminjati sistem, ne pa seveda z radikalnimi spremembami, kot bi bile politične spremembe po vzoru revolucije. No, ampak tudi to sem mislila, pomembno taki dogodki, ki so se na Danskem... Zdaj, konkretno ne vem, če že kdo gledal, kako so se te danski dogodki odmevali tukaj. Tukaj v Ljubljani izhajajo en Leibnizer Zeitung, ki je presenetljivo veliko pravzaprav poroča o tem, kaj se dogaja po svetu, ampak za Dansko, pa ne vem, naprimer za samo to boj za neodvisnost v Združenih državah, o tem je bilo izjemno veliko napisanega v tej zvezi, tudi z idejami, ki so jih imeli Jefferson, Franklin in drugi ameriški razsvetljenci. Te ideje so bile tako fragmentarno predstavljene. Samo zdaj, koliko je bilo konkretno, ali v francoski revoluciji so tudi poročali zlasti v prvi fazi, predvsej detaljno. No, se tudi Linhart je tu ameriško, ne? Osamosvajanje, je eno dramo celo napisal, ki je seveda izgubljena, ne vemo, kaj je to. Zdaj, značilno je pravzaprav za te slovenske razsvetljenske avtorje, da se prav s temi idejami država, kako država organizira s problemi svobode na ta način, ki špekulativno, to niso ukvarjali. Niso pisali o tem. Prosim. Zdaj se mi zdi pa ta neko pravno ženske, pravno Linhart, prvi, da je malo še bolj poudaril, ne? Recimo, dogajanje v mitki, ki je mitka čist partek, ampak je pa najgrofita vse naprej. Tudi tukaj je bolj ženske, pravzaprav ljubezni, pa čustva, vi govorite o strogi ureditvi, ampak brez tega empativnega, čustvenega zagona, pa ne bi prišlo vsega tega. Se pravi, da je tudi tu neka vzporednica, jaz bežem z našim
razsvetljencev, zlasti z Linkartom, no, ki ga pač malo bolj poznam. Ja, seveda, ne moram drugega, kot se strinjam z vami, seveda, tukaj cela vrsta raznih idej, ki potem pravzaprav, jaz samo mislim, da jaz sem hotel reči, da teh idej, ki bi razmišljali o državi, tako pa ni o tem, kako preoblikovati državo, kako preoblikovati družbo, da bo, ali pa državo narediti močnejšo, ne, ker to je na temelju. Tega saj odkrito ni bilo lahko, da so o tem posamezniki tudi razpravljali, ne. Najbrž smo bili vedno toliko daljeni od prestolnic, oziroma od tistih, kjer je država bila, kjer se je izvajala država, ne, da se pri nas ta razmišljanja niso bila tako nujna. Ne. In se nam to še zdaj malo pozna. Ne. Ta krok inteligence, ki je bil tukaj pod vplivom teh razsvetljenskih ali pa modernih idej, je bil tudi relativno ozak, ne. Vse to je bilo razumljivo, glede na samo socialno strukturo, se pravzaprav nekaj ta krok inteligence slovenske začneš, ki ima naprednejše ideje še nekasnej. Ne. Tudi v 19. stoletju je pravzaprav slovenski liberalizem, ki bi nekaj lahko posvojil del razsvetljenskih idej še zmeraj zelo šibak. Liberalizm je sploh, ta liberalna tradicija je sploh šibka na slovenskem. To zaradi vloge cerkve predvsem? Ja, tudi vloge cerkve in pa seveda same sestave meščanstva, ki je takšna, da v njej prevladujejo na državnih univerzah v Avstriji izoblikovanih izobraženci, ki so seveda prinesli tukaj predvsem eno uradniško pamet, ne pa res dejansko eno odprt odnos do najrazličnejših družbenih in kulturnih problemov, pa liberalnih, pa svobodnaških, pa svobodnistnih. Je pa bil tudi takrat problem, kdo bo financiral te reforme. Ne? To je bil en osnovni spor, tudi med tistimi, ki so podpirali. Seveda, so se tudi upirali. Ne? Zdaj, če smo že Linkarta preomenili, je tudi zanimivo, ne? Da Linkart je pravzaprav zelo podpiral reforme Jožefa II, dokler ni prišlo do teh reform, ki so neposredno prizadele to deželno plemstvo na Kranjskem. In Linkart, ki je imel dosti napredne ideje, drugače zlasti tudi, ker zadeva izobraževanje najširših slojev prebivalstva, je potem za te plemiče pisal spomenice, ki so bile pa izrazito konzervativne in so te reforme zavračale, med drugim tudi davčna bremena, ki bi jih moralo plačevati plemstvo. Tako da Linkart je bil tudi tukaj, ki se tega tiče ena protislovna osebnost. Sem že prej omenil ena dobra avstrijska zgodovinarka Waltraud Heindl, napisala imenitno knjigo o družinskih izobražencih in uradnikih in jih je tam imenovala poslušne upornike. To so prav uporniki, ki so bili do neke mere uporniki s svojimi idejami, ki so pa potem seveda se, ko je šlo že za njihovo eksistenco, ali pa so se pa prilagodili seveda nekim prevladujočim državnim idejam ali pa tukaj na Kranjskem idejam lokalnega plemstva. Tudi Žiga Zois, ki je bil tako napreden, tak industrijalec, pravzaprav človek že skoraj 19. stoletja, v tem gospodarskem smislu. Ja, bil je pa tak feudalni gospod, ker se ni seveda celotna situacija toliko obrnila, da se grožnja francoske revolucije bila le takšna, da so se začeli tudi potem ti trdi feudalni gospodje so se malo obveščali, pa so začeli pristajati na določene reforme. Ne. Zdaj, tukaj v tem konkretnem filmu smo še v tem predrevolucijskem času. Zdaj, pravzaprav najbrž ni naključje, da se tudi na Danskem potem te reforme začnejo uvajati, mislim, do leta 1792 naprej, to se prav še pod vtisom razmer v Franciji in francosko revoluciji. Bi rada kakšno mnenje še spodbudila iz občinstva? Mogoče sam to, dosti smo se zdaj zgodovinsko obrnili na dejstva, ki so pokazali na filmu, ampak
Mogoče, kako je pravzaprav to življenje na dvoru lahko tudi daleč od tega, kar si mi romantično predstavljamo, ne? Kakšno breme nosijo dejansko kljub vsemu, ne? V osebnem življenju. Ne? To se mi zdi, da je tudi ena stvar, katera se v filmu mogoče nekoliko romantično pokaže, zato ker gre za tako ljubezensko zgodbo, ampak dejansko tudi to življenje, ki ga imajo vladarji, ni ravno tako rožnato, ne? Prav strašno je, ne? Ja. Znaš ga videti, zornega kota, ja. Da je to toliko, kaj to svoboda tudi omenja, ne? Mogoče režiser, ne samo zaradi razdeljenja. Svobode ni bilo, ne? Tudi to je lepo prikazano, kako so se kar naprej vsi sovražili med sabo. Je bilo pravzaprav teh medsebojnih sovraških velikih. In to velja za vse ta okolja, seveda. Prej, pa tako ni tip samo značilnost dobe, ne, to bi rekel, to je to. Ja, posod tam, kjer je moč in oblast, so zelo različni ljudje in posebej se ne marajo med sabo. Ja, ta razdeljenost, ne, razdeljenost, ki jo mi smatramo, da je tako edinstvena na slovenskem, je pa pravzaprav ena značilnost vseh družb, ne? Ja, najbrž je res, ampak vseeno v nekaterih družbah uspejo to malo premagati, da saj malo sodelujejo med sabo, ker imamo pa včasih občutek, da je tega sodelovanja absolutno premalo. Ampak nekaj, kar se mi zdi, da mogoče vseeno, ker smo se pogovarjali o vlogi, kdo so bi zdaj nosilci teh idej razsvetljenskih, ne? Tukaj v tem filmu to ne pride do izraza, da je tudi del plemstva in zlasti del plemstva pravzaprav, ki seveda ima največ možnosti, da se tudi seznanil s temi izdejami, da knjige so le relativno počas cirkulirale in je bilo to zato trebno imeti določena sredstva, določene zveze, da je tudi en del plemstva pravzaprav te reformatorske ideje in te razsvetljenske ideje posvojil in jih je potem poskušal uresničevati. In da je bil tukaj boj pravzaprav predvsem med liberalnim svobodomislim plemstvom, ki je bilo pod idejom razsvetljenskih idej in teh reformnih idej in pa konzervativnim plemstvom. Meščanstvo pravzaprav še v sami Franciji in v začetku francoske revolucije ne igra nobene posebne vloge. Takrat gre pravzaprav za te temeljne ideje, ki prihajajo pravzaprav iz vrst liberalnega plemstva, ki je pod teh reformatorskih in razsvetljenskih idej. In v sami Franciji tudi pravzaprav nosi v teh salonih, kjer se v razsvetljenstvu razpravlja, je pravzaprav meščanov zelo malo. Dobro, sam Rousseau je iz meščanskih krogov omogočili samo postop v aristokratske salone, kjer je potem razširil svoje ideje že spet gospe predvsem. To so njegovih izpovedih lepo videti, brez pomoči teh dam ne bi prišel nikamor. Ja, ta film ima, mislim, da moramo še nekaj v teh igralcih povedati. Recimo ta Alicia, ki igra Karolino. To je igralka, ki jo bomo videli v začetku prihodnega leta v Ani Karenini in se tam igra Kitty. Ena krasna igralka, se tako lepo razvije, ne, od te deklice, od katere pravzaprav si presenečen, da je tako izobražena, tako vzgojena. Kako je morala potekati ta vzgoja, recimo v Angliji, da je ona kot dovolj tega prišla do Rousseauja, no? No, seveda v Angliji so bile glede tega razmerja veliko bolj sproščene kot drugod na kontinentu, že od te slavne revolucije leta 1688 naprej. In tudi te ideje v družbeni pogodbi seveda niso izvirno Rousseaujeve, te ideje so okrožile že prej in v Angliji že John Locke ima pravzaprav v tistih dveh razpravah o vladanju iz leta 1688 to idejo, da vladar pravzaprav mora spoštovati to pogodbo sklenjeno z ljudstvom in s tem pravzaprav potem upraviči ta prihod Williama Oranskega na prestol. In to so seveda ideje, ki so krožile in ki si jih je vsaj del liberalnejše aristokracije tudi v Angliji poznal in imel dostop. To ni bilo tako kot tukaj
na Danskem, ki mogoče je to tudi na Danskem malo preveč rigorózno prikazan, da njej cenzurirajo knjižnico, ne. Njemu pa ne, on pa Voltaire pretihotap zdaj, kako je bilo to možno, da njej knjižnico pregledajo, njemu pa ne, ampak dobro, rečemo, da je to en del filmske zgodbe, ki je to čisto posrečeno. Pa čist jasno. Lahko še jaz nekaj. Prosim. Ko gledate na te citate iz Shakespearea, pa manjkajo samo še nekaj milega doželjega. Ja, ne vem, jaz sem se tam malo vprašal, so se res tako pogovarjali. Ja. Ampak, dobro, to je tako Filmsko, ja. Filmska domislica. Ne, mislim na to širjenje informacij nosi času. Med aristokracijo, zlasti izobraženo, seveda med aristokracijo je bilo tudi cela vrsta zelo izobraženih ljudi, so te ideje v 18. stoletju že relativno močno krožile in tudi vsi te ljudje, to se vidi, so potovali okoli. In ta potovanja plemstva, to je bil sestavni del tudi rečemo izobrazbe in izobraževanja, širjenja obzorja. Se gre celo ta Kristjan, potem tudi v Anglijo, v Francijo, ali v Nemčiji, tudi Frideriku, ja pa. Smem vprašati, kakšna je bila moč Danske v tistem času, koliko je obsegala? Danska je obsegala še Norveško. Sam Norveško. Ja. Koliko je pa pomenila takrat v Evropi? Mislim v primeru z Habsburško monarhijo. Zdaj, to bi jaz zelo težko rekel, ker tudi za Habsburška monarhija se kot država pravzaprav naredi prav v tem času. In je v začetku relativno šibka, v začetku vladanja Marije Terezije, ki se pravzaprav šele v tem obdobju dejansko zaokroži kot država, okrepi in dobi ta centralni državni aparat, pod katerim mi sploh razumemo, da je država in ne sam skupek nekih dinastičnih posesti. Medtem ko Danska je ena centralizirana absolutistična država in vlada seveda tudi na ta dost učinkovit način celotni Norveški še v tem času, ker Norveška potem v 19. stoletju pride pod Švedsko. Je pa zanimivo, ta film je bil snet v glavnem na Češkem. V Pragi, Gračani, tako kot Amadeus, tako da Čehi zgleda svojo filmsko industrijo, za te usluge zelo razvite, in verjetno lažje tak baročen film posnamajo na Češkem, kot pa bi ga danes na Danskem. Še ceneje, Še nekaj meni šlo na misel, da je ta Kristjanova podoba zelo na Mozarta spominja. Ja, res. Tako da se je mačkan zgledoval režiser performanov tam, ta njegova norost, podobna. Ja, podobna v filmu. Tam nas je skoraj malo motila. Ne vem, se mi da bil pa res tak. Se ne vem. Malo je bil predstavljen, če je bil malo odmaknjen. Ja. Če bomo še po filmu rekli, še kaj o Mads Mikkelsen, ta glavni igralec, ta bo tudi šel v enem filmu v našem abonmaju v Lovu, spet čisto drugačen, ampak to je res en velik igralec, močno v prezenco, strašno močno prezenco. Ampak takrat bi pa jaz še našega doktorja zgodovinarja vprašala, kaj zdaj dela. Namreč, ravnokar je išla ena knjižica vaša, zelo zanimiva in sicer obravnava tole obdobje, povojno obdobje oziroma odnose med Slovenijo in Francijo, skratka ta francoski inštitut v Ljubljani, ki je bil leta 1947 nasilno ukinjen, njegov direktor, Jean Lacroix, je bil pa izgnan kot persona non grata, in dr. Vodopivec je to vse natančno raziskal in to je tisto lepo zgodovinopisje, kjer iz nekih drobnarij in potankosti pravzaprav prileze bralcu ven cela doba, celo občutje dobe. Tle pa seveda
služba državne varnosti, ne, močno vlogo inštitut je bil potem obnovljen, ne, ko so prišli bolj liberalni časi. Ampak to je ena zelo zanimiva knjižica in to sprašujem, ker ste ravno izdali, kaj zdaj delate. No, to je res ena drobna knjižica, ena publikacija, za katero dala pobudo še pokojna gospa Radenka Vramčič, ki je poznala tega lektorja. To je bil lektor in direktor inštituta Jean-Yves Lacroix, ki je bil dani že med obema vojnama, ki je zelo zljubil Slovenijo, se je naučil slovensko in se je tukaj počutil pol Slovenca in ker je pomagal nekterim komunistom, da tudi Kidriču, da so potem odšli v Francijo pred drugo svetovno vojno in upal, da bo lahko po vojni v novo inštitut, ampak ko je prišel v Ljubljano, potem so hitro videli, da pravzaprav enega tazga liberalno in demokratsko mislečka francoskega izobraženca rajč ne vidijo med sabo, pa so potem ta inštitut ukinili. To je ta zgodba, ki je po svoje zanimiva in tragična. Tudi zato, ker je ta francoski inštitut med liberalnimi izobraženci in pa tudi med levičari imel eno pomembno vlogo med časom med obema vojnama, zlasti v 30-ih letih, tudi že v tem pravzaprav nasprotovanju fašizmu in teh raznih akcijah proti fašizmu v Evropi. No, to je ena taka zgodba, ki je ostala malo pozabljena in v strani in se mi zdi čisto lepo, da se je oživela. Zdaj, kaj bo pa naprej, pa še ne vem, pa zdaj sem jaz tudi že v penziji, pa na vse kraje preveč obljubljam, tako da reč ne bi obljubil še kaj novega. Ampak ostaja sodobnost, ta čas, ki vas najbolj privlači, oziroma meščanstvo. Jaz bi se raje vrnil manj 19. pa 18. stoletja, moram reči, da to je zelo zanimiv čas, zelo lep čas in tam, kot smo že danes rekli, se vse začne. Zelo lepo. Ja, hvala. Hvala lepa. Hvala za da smo prišli do konca leta pravzaprav z našimi projekcijami, da se vidimo že po novem letu, da želim, da me lepo pričakate in bomo še kakšno o novem letu rekli prihodnič. Kot rečeno, na sporedu bo Ana Karenina in ste vabljeni, Prvoljubivec, če boste vtegnili, je lep film. Pa lepo, srečno novo leto.